Danes se bomo potapljali v zdravilne moči kakava. Kakav sem prinesla tudi s sabo in to ni kar nek tak navaden kakav, je zelo oplemeniten z dragocenimi začimbami, ki v marsičem potem podpirajo že tako njegovo zdravilno delovanje. Ne vem, koliko vas kakav nagovori, ker običajno je to tematika, s katero se bolj poistovetijo otroci, ampak tudi ženske, posebej, ko od kakava preklopimo na čokolado. In ženske ponavadi se tudi znamo malce tolažiti s sladkimi stvarmi in nekako čokolada je tukaj tista, ki nas zna umiriti, posebej, če izbiramo kakovostno čokolado z visokim deležem kakava. To verjetno vsi veste, tako da danes prav o sami čokoladi malce manj, zato pa toliko več o kakavu. Moje ime je Sabina Topolovec in sem ena od soavtoric tudi te knjige Zbogom utrujenost, pa vam pokažem, kjer je govora tudi o kakavu, pa tudi o mnogih adaptogenih rastlinah, ki jih lahko tudi kombinirate s kakavom in na tak način dvigujete svoj nivo energije v telesu, izboljšujete počutje na splošno, in pa knjiga Zdravilna moč začimb za otroke, kjer pa so seveda tudi kakavove jedi vključene. Zakaj bi danes uživali več kakava, tudi potem, ko že nekako prestopimo ta prag odraslosti in ni več tiste šalčke kakava zjutraj ali zvečer? Kakav ima izredno veliko zdravilnih lastnosti. Če se pogledate na prvi prosojnici, o čem govorim, lahko bi zlahka rekli, da je kakav ena takšno super živilo, super hrana, ki nas izjemno obogati z mnogimi koristnimi in zelo potrebnimi mikrohranili, ki jih sodobni človek tudi za voljo bolj osiromašene prehrane danes potrebuje bolj kot kdajkoli. Poglejte, samo ena žlička kakava, žlička do 2, pa s tem lahko že pokrijete velik delež dnevnih potreb, recimo po magneziju. Kakav je eden najbogatejših virov magnezija. Magnezij pa vsi potrebujemo ne le za naše mišice, ampak tudi za naše živčevje, za možgane in še za marsikatero drugo funkcijo v našem telesu. Torej, za eno samo žličko kakava, vidite, ste že skoraj na 7% dnevnih potreb. Ni pa to edini vir, ne? Potem železo, fosfor, ki je zelo pomemben za zdravje naših kosti, enako mangan, poglejte, skoraj 10% v samo eni žlički, baker, pomemben za tvorbo rdečih krvničk, 20% dnevnih potreb pokrijete z žličko kakava. Skratka, zelo se vam splača, da se čim prej spoznate s kakavom, kajti tisto, kar je morda najbolj znano in nas najbolj kliče k temu, da se več kakava dodajamo vsakodnevno naša živila in napitke, je zelo bogata vsebnost antioksidantov. Torej, kakav je eden izmed najmočnejših antioksidantov na planetu. Vštric z njim pa hodijo začimbe. Začimbe so med vsemi antioksidanti med prvimi mesti na našem planetu, s tem, da mi v začimbah govorimo o malih ščepcih. In tudi kakava ni potrebno uživati zdaj velike količine, kot boste videli tudi na naslednjih prosojnicah, nekje žlička do 2 kakavovega prahu, nesladkanega, dnevno vas že zelo obogati z mikrohranili, pa tudi s temi pomembnimi antioksidanti, konkretno s flavonoidi. Zakaj? Torej, ta imena, kot so katehini, epikatehini, proantocianidi in tako naprej, to so pač vrste teh antioksidantov v kakavu, ki zmorejo v našem telesu ogromno. Zelo dobro vplivajo na naš srčno-žilni sistem. Imamo ogromno raziskav, ki potrjujejo, da redno uživanje kakava krepi kardiovaskularni sistem, krepi naše kognitivne funkcije, se pravi hitrejši spomin, boljše, jasnejše misli, koncentracijo, delovni spomin in tako naprej. Naše živčevje, naše možgane, že za voljo bogate vsebnosti magnezija v kakavu. Skratka, v kakavovem prahu najdemo kar precej visok delež teh flavonoidov, še posebej, če znamo izbirati kakav. Kajti gotovo veste, da imamo kakava na tržišču od različnih proizvajalcev. Običajno večina ljudi, ko rečem kakav, pa pomisli na tisti sladkan prašek.
ki se v hipu razpusti v mleku. Tisto, kar običajno dajemo recimo otrokom. Ne bom zdaj v trgovskih znamkah govorila, ampak veste, o čem govorim. Tam imamo 80% sladkorja, pa potem slabih 20% kakava. Morda je dodan še umetni vanilin, ki nima prav nič skupnega s pravo vaniljo. Mi pa danes govorimo o čistem, 100% kakavu, brez dodatka sladkorja. In tudi tukaj, ko ga izbirate, bolj, ko gre za naravno pridelavo, ekološko pridelavo, bolj kot je čistejše območje, odkoder ta kakav prihaja k nam, manj kot je kakav predelan, višja je vsebnost flavonoidov. Kaj to pomeni? Mi imamo kakav, rastlina, pogosto tudi otroci so udeleženi, zato pač res ni vseeno, kakšno poreklo izbirate pri kakavu in pri čokoladi. Skratka, prva stopnja, ko se kakaovi plodovi oberejo, se jih pač z nožem izdolbijo ta semena, ki so obdana z eno tako belo pulpo in potem sledi fermentacija, sušenje. In že tekom te fermentacije se en delež teh flavonoidov porazgubi. Ampak to je nujni del, ker s tem mi dobimo šele ta čokoladen okus, ki ga vsi tako zelo ljubimo, ali pa večina izmed nas. In otroci, ki delajo v takšnih nasadih, nikoli niso še probali čokolade. Tako da jaz sem zelo pozorna tukaj na to, kaj kupim tudi iz te plati. Skratka, prvi v nizu procesiranja kakava je to sušenje oziroma fermentacija. Pri sami fermentaciji se spet odvisno od načina, kako se to počne, lahko dosegajo tudi visoke temperature. Saj si predstavljate, pri fermentaciji se temperature lahko zvišajo hitro na 50-60 stopinj in višja kot je temperatura, se pravi manj kot so proizvajalci pozorni na ta postopek, kako to počnejo, več teh flavonoidov se lahko porazgubi. Imate na tržiču tudi presni kakav. Presni kakav je najmanj obdelan kakav. To je sicer fermentiran kakav, ampak ni pa pražen. Praženje je običajno naslednja stopnja procesiranja kakava, spet zato, da se okus nekoliko poglobi, ampak se pa tekom praženja, posebej ko se to izvaja na visokih temperaturah, zopet izgubi velik del teh pomembnih antioksidantov. In potem tretja stvar, ko vi že kupite kakavov prašek, poglejte, kaj je v tem kakavu. Zelo pogosto, sploh v teh, ki niso ekološki, pa tudi pri ekoloških včasih, boste videli, da so dodana določena sredstva za alkaliziranje, s katerimi se nekoliko uravnovesi ta naraven kiselkast priokus. Če je kakav alkaliziran, to imate navedeno na vsaki škatlici, je izgubljenih do 90% antioksidantov. In to zgolj zato, da je okus malce drugačen. V resnici presni kakav, če ga bi poskusili in primerjali z običajnim kakavom, sem prepričala, da bo več kot zadovoljil vse vaše potrebe in sle po čokoladnem okusu. Je bolj nežnega okusa, ampak zelo čokoladnega okusa. Tako da res ni vseeno, kaj kupujete. Običajno, ko beremo kakšne članke o zdravilnih močeh kakava ali pa sploh čokolade, to ste že vsi zagotovo prebrali, da je treba uživati temno čokolado. Jasno, v temni čokoladi je višja vsebnost kakava, višja kot je vsebnost kakava, več naj bi bilo teh antioksidantov, ampak kot sem vam povedala, odvisno o kakšnem kakavu mi govorimo. Tako da, glede na to, da je za dnevne potrebe dovolj že žlička do 2 kakava, mislim, da je prav, da si pač izberete kakav, ki ni alkaliziran in pa, če se le da, da je to presni kakav, da vsaj ni bil pražen. Zakaj vse so ti flavonoidi v kakavi koristni za naše zdravje? Delujejo močno antioksidativno, krepijo srčno-žilni sistem, delujejo močno protivnetno in tudi na ta način krepijo žilne stene, vplivajo močno na naše miselne funkcije, na naš spomin, na našo koncentracijo. Torej, to je zagotovo eno področje, ki ga potrebujemo čisto vsi, z leti vse bolj, ko naše možganske funkcije vse bolj pešajo, potrebujejo pa to tudi že otroci. S tem, da nekoliko previdno
Pri otrocih do nekje 2. leta starosti ni priporočljivo, da se kakav daje otrokom, ker vsebuje tudi stimulante, kot bomo potem v nadaljevanju vsi ogledali. Skratka, flavonoidi niso prisotni samo v kakavu. Vse to, kar vam jaz govorim, vseeno opozarjam žlička do 2 dnevno, da ne bi zdaj pretiravali in samo od čokolade recimo živeli. Flavonoidi so prisotni v mnogih drugih živilih tudi, ki so zelo koristne za naš srčno-žilni sistem in za ostala področja. Torej, poleg kakava, ki je eden izmed najbolj koncentriranih virov flavonoidov, so to zagotovo jagodičevje različnih vrst, agrumi, se pravi, v tem času jih bomo zopet nekoliko več zaužili, brokoli, ta je prvak, glede česarkoli bi se zdaj lotili po zdravstvenem vidiku, torej tudi v brokolju jih je veliko prisotnih, v zelenem čaju, v kakovostnem zelenem čaju, seveda, temnem rdečem vinu, oreščkih, semenih, skratka, začimbe. Jaz sem prepričana, da tu zlahka se vsi najdete, ki pazite nekoliko na svojo prehrano, tudi če niso vsa ta živila zastopana v vaši prehrani, pa pač težimo k temu, da jih čim več vključujemo in na tak način potem dobimo te koristne antioksidante v svoje telo in krepimo svoj srčno-žilni sistem in tako naprej. Ni potrebno veliko, tudi kar zadeva vsebnost bioflavonoidov, ni nekih točno določenih zdravstvenih ali prehranskih smernic, točno toliko na dan, ampak glede na vse raziskave, ki so bile narejene, pa lahko potegnemo nek zaključek, da je nekje priporočljiv dnevni vnos flavonoidov, nekje med 200 in 900 mg, ampak iz različnih virov. Lahko pa do 50% tega v svoje telo unesete, če dnevno zaužijete žličko do 2 kakava. Kakovostnega kakava, ki ni alkaliziran, pa ki ni pražen. Ostalih 50% pa potem imate kakšno pomarančo, pa imate jagodičevje, pa mogoče kozarec rdečega vina ali kaj od ostalih živil, ki sem jih prej omenila. Tako, kaj so pokazale študije? Študij je ogromno, sploh študije, ki so preučevale vpliv kakava oziroma bioflavonoidov na srčno-žilni sistem. Zelo težko bi vse vključila na eno prosojnico, zato sem se odločila predvsem za eno metoanalizo. Za metoanalizo je značilno, da pod drobnogled vzame mnoge že opravljene študije. Konkretno ta iz leta 2012 jih je preučila 42 in ugotovila kaj? Da kakav izboljšuje, torej širi naše žile, izboljšuje krvni pretok. Potem niža krvni tlak, krvni pritisk, in uravnava inzulin, se pravi hormon oziroma krvni sladkor. Vse to torej z kakavom, takšnim, kot sem vam ga že večkrat poudarila, ni potrebno veliko, če govorimo o kakavu žlička ali 2 oziroma 2 do 3 rebri temne čokolade za takšen učinek. Potem kognitivne funkcije, se pravi vpliv na naše miselne funkcije, spet zanimive raziskave. Že po 3 mesecih uživanja kakava z visokim deležem flavonolom, ki so del teh flavonoidov, je pri udeležencih v raziskavah prišlo do znatnega izboljšanja delovnega spomina, do hitrejšega procesiranja informacij. Skratka, prepričana sem, da so to informacije, ki vam lahko zelo pomagajo pri vaših vsakodnevnih izzivih, ki jih imate tako v službi kot v šoli, otroci. Potem spet ena metaanaliza, kjer so ugotovili z 18 študijami, da redno uživanje kakava izboljšuje pozornost, hitrost procesiranja informacij in delovni spomin. Na kakšen način to kakav dosega? Prvič, z bogato vsebnostjo antioksidantov. Več kot je v kakavu antioksidantov, bolj kakovosten kakav kot izbirate, višja je torej vrednost antioksidantov in tudi vpliv potem na naše miselne funkcije. Potem kakav, to kar vsi vemo, nas osrečuje s pomočjo sproščanja teh dopamina, serotonina, hormona sreče. Verjetno je v tem razlog, da se tako radi tudi tolažimo včasih s kakšnim rebrom čokolade, če se znamo tam zadržati, je to zelo dobro. Ščiti tudi nevrone v možganih pred propadanjem.
Tako da vse te stvari so za naše možgane zagotovo izjemno pomembne. Če želite najboljši izkoristek vpliva kakava na naše možgane, kdaj bi ga bilo dobro uživati po vašem mnenju? Zjutraj. Zjutraj v dopoldanskem času, ko so tudi običajno naši možgani na najvišjih obratih, oziroma mi želimo, da bi bili na najvišjih obratih. Pa tudi po drugi strani, kot sem že omenila, kakav vsebuje tudi nekaj stimulantov, sicer zelo majhen delež kofeina, nekega drugega stimulanta pa vsebuje, tako da v večernem času je zato tudi malo manj priporočljivo živilo, sploh kar zadeva naše otroke. Tako. No, ta drugi stimulant, ki sem ga zdaj večkrat omenila in ki je kar bogato zastopan v kakavu, je teobromin. In za razliko od kofeina, ki ga kakav vsebuje zelo malo, deluje veliko nežnejše in se sprošča veliko počasneje. To se pravi, namesto tega šoka, ki si ga naredimo s skodelico kave, ko se želimo na hitro zbuditi ali na hitro se, ne vem, skoncentrirati, je veliko bolj modro, da posegamo po drugih rastlinah, ki to zmorijo, brez da bi nam kradli dolgoročno energijo, s počasnim sproščanjem teh stimulativnih snovi, kot je recimo teobromin. Torej, deluje nežno, brez hitrega padca energije. Saj veste, kako je s kavo. Kava, dokler nismo navajeni, nas lepo povzdigne, potem, ko pa se enkrat telo navadi, pa je bodisi potrebna vedno večja količina in tudi tistega učinka ni več. Sicer pa smo veliko o kavi tudi napisali v tej knjigi, tako da se boste lahko prebrali tudi marsikaj o njenih koristnih lastnostih. Ni zdaj vse samo slabo, nikakor ne. Torej, največ teobromina boste našli v kakavu in temni čokoladi. Lahko pa mi ta učinek stimulativni samega kakava še povečamo, če kakav kombiniramo z določenimi drugimi živili. Potem dobrodošli tukaj k tejle mizici. Zjutraj sem pripravila kakav z začimbami, ki torej lahko še dodatno povečajo ta stimulativen učinek in počasnejše sprožanje stimulanta v krvni obtok, torej dlje časa smo naspidirani, mogoče malce pretiran izraz, ampak dlje časa traja učinek, če mi dodajamo posamične učinkovine, kot so sladkor. Kaj se zgodi, če kakav kombinirate s sladkorjem? Še hitreje nas poživi, ampak po drugi strani pa sladkor zaradi hitrega dviga krvnega sladkorja tudi hitro pade. Torej smo na nek način ta učinek kakava omejili na krajši čas, kadar ga kombiniramo z veliko količino sladkorja. Tako da to ni najboljša kombinacija, so pa potem druge, kot so že omenjene začimbe. Veliko začimb se odlično ujame s kakavom, ker uravnavajo naš krvni sladkor, pohitrijo krvni obtok oziroma našo cirkulacijo, same po sebi že zelo dobro vplivajo na presnovo v možganih, se pravi tudi določene začimbe zelo dobro krepijo naše kognitivne funkcije in ko mi to kombiniramo s kakavom, je jasno učinek potem še okrepljen. Potem tudi same maščobe. Vse veste, kakavov prah je lahko bolj masten, ampak takoj pa, ko mi uživamo čokolado, tam pa so maščobe prisotne. In z dodatkom maščob se nekoliko upočasni tudi naša prebava. S tem, ko se upočasni prebava, je pa tudi stimulativno učinkovanje samega kakava podaljšano. Podobno tudi z beljakovinami. Če kombinirate kakav z beljakovinami, beljakovine tudi nekoliko stabilizirajo krvni sladkor in tudi na ta način spet podaljšamo. Potem kava. Sicer ne vem, če si dajete kakav v kavo, ampak kombinacija kave, kakava in sladkorja vas močno poživi, veliko hitreje kot sama kava in veliko hitreje kot sam kakav. Ampak po drugi strani spet sladkor to razmerje potem nekako poruši, ker pride potem do hitrejšega padca. Lahko tudi s posamičnimi vitamini in minerali lahko še dodatno ukrepimo. Na začetku sem omenila, da kakav vsebuje tam nekje do 5% železa. Mogoče malo bolj zanimiva tema za ženske, sploh v rodnem obdobju,
kajti mi z vsakim mesečnim perilom izgubljamo železo, posebej pri kakšnih močnejših menstrualnih krvavitvah je to lahko pri ženskah težava. In potem je potrebno nadomeščanje. In če bi šli gledati, kaj je tisto, kar vsebuje zelo veliko železa, med rastlinskimi viri, mi se vemo rdeče meso, ampak recimo, da tega ne uživate, kaj med rastlinskimi viri vsebuje veliko železa, kakav je zelo visoko na lestvici. Težava pa je v tem, ker je to železo v kakavu nekemsko in se slabo absorbira. Torej, kakav vsebuje veliko železa, ampak če ga vaše telo ne vsrka zaradi slabe biorazpoložljivosti, to ni dober vir za vas. Mi lahko to izboljšamo na način, da kakav uživamo z kakšnimi naravnimi viri vitamina C, ki nasploh omogoča boljšo biorazpoložljivost železa, lahko tudi s kakšnimi prehranskimi dodatki. Skratka, če želimo kakav jemati kot vir železa, je potrebno to vedeti, da je potreben dodatek vitamina C. Hkrati pa vitamin C, ki je lahko naravnega izvora v obliki prehranskega dopolnila, lahko je pa tudi kakšno jagodičevje, goji, jagode in podobno. Ko se boste lotili domače čokolade, boste to zlahka posuli po vrhu. Skratka, boljša biorazpoložljivost železa in pa tudi več teh flavonoidov bo telo vsrkalo, če boste kakav znali dobro kombinirati tudi z različnimi viri vitamina C. Tako. Kakav ljubi začimbe. Jaz sem prepričana, da tu med vami je kar nekaj takšnih, ki se s tem strinjate in ste morda tudi že marsikaj sami preizkušali, kar zadeva začimbe. Kakav zagotovo je ena možnosti, kamor lahko marsikatero začimbo skrijete. Posebej, ko želite, poskrbeti za boljše zdravje z antioksidanti. Recimo, da imate zelo neješčega vnuka doma ali otroka, ki kategorično zavrača vse zdravo hrano, vso zelenjavo, vso sadje, takrat ne smemo pozabiti na bogato vsebnost antioksidantov in če mi to vemo, lahko v naš kakav vmešamo kar nekaj takšnih ščepcev začimb, ki močno še dvignejo ta antioksidativni potencial. Katere začimbe to vse so? Tu je pa kar veliko možnosti. Naštela sem jih le nekaj. Cimet kot ena glavnih začimb, ki zna zelo dobro uravnavati naš krvni sladkor. To pomeni, da če vi v kakav dodate tudi sladkor, običajno pa ga, ker smo nekako navajeni, da je to sladek napitek, boste z dodatkom nekaj sladkorja preprečili prehiter poskok krvnega sladkorja in potem tudi padec. Potem na podoben način, samo iz druge plati pa deluje tudi ingver. Tako da cimet na eni strani zapira vrata, ingver pa na drugi strani. Tako da to je zelo dobro, če oba hkrati uporabljate. Potem vanilja, vemo, običajno je v teh kakavovih praških dodan vanilin, ki nima povsem nič skupnega s pravo vaniljo. Vanilja je začimba, ena izmed najdražjih začimb, z izjemnimi zdravilnimi lastnostmi, nas tudi pomirja, nas tudi sprošča, tudi zato nam tako zelo prija njen okus, ki pa tudi z nekaj rahle sladkobe zna tudi omehčati to grenkobo, ki je naravno prisotna v kakavu. Z dodatkom začimb mi zelo spretno lahko tudi nekoliko znižamo delež dodanega sladkorja. In vanilja je ena izmed takšnih začimb. Cimet absolutno, zelo sladka začimba. Tudi klinčki so nekoliko sladki, janež, janeževa zvezda, vse te začimbe mi lahko dodajemo. Čili je tisti, ki zelo močno spodbudi cirkulacijo v našem telesu, pohitri presnovo, s pekočim okusom pa tudi nekoliko še bolj poudari ta naravni čokoladni okus v kakavu, tako da je zelo posrečna kombinacija, seveda v količinah, ki vam ustrezajo, ker to je zelo pekoča začimba. Ingver deluje poleg tega, da uravnava krvni sladkor zelo močno protivnetno, tudi v tem oziru zelo dobro podpira protivnetno delovanje kakava, dodaja pa svojim citrusnim podtonom tudi nekaj prijetne svežine v naš kakav. Podobno tudi kardamom. Tudi kardamom ima nekaj takšne prijetne citrusnega podtona, pa tudi rožnega, vrtničnega, skratka se tudi zelo dobro ujame samim kakavom, uravnava tudi naš prebavni sistem,
in zelo dobro kardamom, posebej pa v kombinaciji s kakavom, krepi naše miselne funkcije. Tako da je odlična kombinacija tudi za otroke. To ni vse, tudi kurkuma s tem svojim zemeljskim, grenkim podtonom se dobro ujema s kakavom. Zdaj verjetno poznate zlato mleko, kjer kurkumo kombiniramo obvezno vedno s ščepcem sveže mletega črnega popra v mleku ali rastlinskem napitku z dodatkom nekaj medu ali druge vrste sladkorja. Tudi lahko dodajemo vaniljo, cimet, ingver in podobno. Lahko pa tudi nekaj kakava. Potem ne bo več zlate barve, ampak je tudi ima zelo dober vpliv na naše miselne funkcije, posebej, ko dodamo nekaj medu oziroma nekaj sladkorja. Ker ta sladkor vedno povzroči, da ta napitek oziroma ta jed, ki jo pripravimo, najhitreje doseže naše možgane. Tako da sladkor ima tu pomembno vlogo. Poper, zato da lahko izkoristimo določene druge snovi v začimbah, kot je recimo kurkumin v kurkumi, nujni dodatek, zvezdni janež, janeževo seme, torej običajni janež, klinčki v tem času. Klinčki so najmočnejši antioksidant med vsemi začimbami na planetu, na 6. mestu. Muškatni orešček, sveže nastrgan, doda nekaj take prijetne orehastega okusa, tudi tak kremast, še bolj poudari ta kremast okus samega kakava. Seveda pa tudi kakšna nastrgana pomarančna lupinica, obvezno ekološka pridelava ali eterično olje pomaranče, ki je certificirano za prehrano. Tudi enako metino olje, spet certificirano za prehrano. Skratka, možnosti, kako kombinirati kakav in začimbe, je zelo veliko. Poleg začimb pa je dobro kakav kombinirati, torej za voljo boljše absorpcije železa, flavonoidov in podobno, tudi z drugimi nekaterimi živili, kot ki sem jih že omenila. Ena izmed teh je vitamin C, torej jagodičevje, citrusi, granatno jabolko. Vsi tisti, ki se radi pripravljate smuti, boste to zlahka ustvarili, sicer pa tudi kakšne jutranje kašice, v katere umešate, ovseno kašo, v katero umešate žlico kakava, pa dodate nekaj goji jagod, pa dodate nekaj oreščkov, recimo nekaj konopljinih semen, nekaj sveže mletih lanenih semen, zgolj za idejo, mogoče žlico mandljevega masla ali česa podobnega. Na ta način dodate kakavu beljakovine, dodate nekaj naravno prisotnih sladkorjev, zelo kakovostne maščobe. Številne izmed teh živil vsebujejo zelo veliko protivnetnih snovi, se pravi, že za zajtrk si lahko ustvarite eno takšno zelo koristen obrok in ste že zjutraj naredili eno veliko kljukico. Že zjutraj ste ogromno naredili za svoje zdravje, pa ste komaj pojedli eno jutranjo kašo, pa spili kozarec kakava. A ni to čudovito? Vsi govorimo v službi, ni zdrave hrane, so avtomati, v menzi ne kuhajo dobro, se pritožujemo, zmanjkuje nam časa, da bi si sami kaj pripravili, pa odnesli v službo. Glejte, če si naredite tako kakovosten zajtrk, tudi če bo tista malce manj kakovostna, ste naredili ogromno in večina ljudi tega ne naredi. Tako da včasih človek potrebuje kakšno brco, včasih ta brca tudi pride na najhujši način, ko pač zdravje pokaže svoje zobe. Fino pa je, če se znate sami poigrati tudi mimo tega in se navdušite nad vsemi temi zdravimi in dobrimi, kajti če ni dobro, je brez veze, saj veste, ne? Mora nam biti tudi dobro, ne? Zato mi tako radi pišemo tudi recepte in boste lahko prebrali, da imate ogromno možnosti, kako čarati, res dobesedno čarati v kuhinji s kakavom in začimbami in sestavinami, ki so tukaj še navedena. Pri sami absorpciji železa, pa če je torej železo težava pri vas, je boljše, da si kakavov napitek pripravljate z rastlinskim mlekom in ne s kravjim mlekom. Ker kalcij v kravjem mleku zavira absorpcijo železa. Tako da vsi tisti, ki potrebujete to vrsto podporo, je potem boljše, da izberete, ovseno, mandljevo, sojino ali kakšno podobno mleko oziroma rastlinski napitek.
Tudi jogurt, posebej kakšen grški jogurt, ki ima zelo veliko maščob, pa tudi beljakovin, je odlična podlaga za kakšno zdravo, hitro pripravljeno malico. Stročnica in kakao. Kako vam pa to zveni? Ne zveni. Predstavljajte si recimo, da skuhate čičeriko, brez zdaj tistih tipičnih začimb, kot so šetraj, kumina in podobno. In potem to čičeriko pretlačite, skuhate jo čisto mehko, jo pretlačite in v to dodate nekaj kakava, mogoče še kakšno orehovo olje ali kakšno drugo maščobo, nekaj začimb in pa seveda nekaj medu. Dobite en tak zelo dober ponaredek čokoladnega namaza. Za osnovo smo vzeli stročnico, nihče ne bo tega opazil. Prosim? Sol. V sladek namaz lahko date čisto malo soli, slan okus okrepi sladkobo, ampak zelo malo. Če boste pa pripravljali slan namaz, potem pa mogoče kakao ni najboljši spremljevalec, čeprav se kakšen izmed naših kuharjev tudi ne bi strinjal. Marsikaj se kombinira v tej sodobni kulinariki. Potem recimo lahko si pripravite tudi kakšno pecivo iz črnega fižola, ki jo vzamete za osnovo, lahko naredite kakšen ponaredek švarcvalske torte, spet s kakavom. Skratka, še kako se da kombinirati tudi beljakovine in vlaknine in stročnic s kakavom. Ogromno receptov, tudi kar nekaj teh, ki sem vam jih tekom predavanja omenila, boste našli v knjigi, ki za voljo svojega otroka včasih starejše prežene, češ nimam več otrok, ne rabim tega. Verjemite, da vsi recepti, ki so v tej knjigi zapisani, še kako teknejo tudi odraslim. Tudi največ pohval v tej knjigi je prav na račun receptov. Natančno, korak za korakom imate vedno navedeno, na kakšen način dodajati začimbe, tudi v kakavove jedi in tudi v ostale, da bo izkoristek zdravilnih moči, ki so prisotne zelo bogato, tako v kakavu kot v začimbah, najvišji. Se pravi, ne gre zgolj za to, da zdaj mi nekaj zmečemo skupaj, ampak da tudi vemo, v katerem trenutku dodajamo posamično sestavino v jed. Tukaj sem samo par receptov, ki so pač izrazito čokoladni izpisala. Čokoladni puding z železno kri, domača nutella, domač instant kakao, to je to, kar ste povabljeni preizkusiti. Domača čokolada, domače čokoladne praline, torej ponaredek bombonjeric, muffini after 8, domači čokolešnik, skratka, to so vse recepti, ki so jih moji otroci šli skozi, še vedno jih obožujejo, pravzaprav vsi jih obožujemo, tudi jaz, tako bom rekla. Vem pa, da z dodatkom začimb, posebej, ko res uporabljamo kakovostne začimbe, torej obvezna ekološka pridelava, mi lahko v telesu storimo ogromno. In enako tudi pri samem kakavu pazimo na poreklo, pazimo na to, da je kar čim najmanj obdelan, kajti le na tak način bomo v svoje telo vnašali najboljše možno mazivo za naše celice, največ antioksidantov, največ mikrohranil in najmanj ostankov težkih kovin, kar pa je še ena zelo pomembna tema pri kakavu. Kakav je na žalost živilo, ki že po naravni poti vase posrka težke kovine, ki se nalagajo v zemlji, kjer so ti nasadi kakavovca, tudi če to ni neko izrazito območje, kjer je recimo intenzivno poljedelstvo, intenzivna pridelava hrane. Na žalost je tako, da s testiranji, ki jih berem, je to zelo pogosto tako v kakavu kot v čokoladi. Iz tega vidika je še toliko bolj pomembno, da zelo pazimo na poreklo. Se pravi, v ekoloških nasadih kakava zagotovo niso uporabljali pesticidov. Torej, ni ostankov težkih kovin, ki se v kakav nalagajo za voljo pesticidov, še vedno pa je možno, da je po naravni poti, odvisno spet od rastišča,
nekaj kadmija ali svinca prisotnega v kakavu. Tudi po tej plati odsvetujem preveliko uživanje kakava in se kar držite teh priporočil žlička do 2 na dan. In pazite na poreklo, kajti bolj kot govorimo o naravno pridelanem kakavu, brez uporabe pesticidov, manj kot je nekih dodatnih postopkov predelave, kot je alkaliziranje, praženje in podobno, večja je zdravilna moč in manjše je to breme vseh teh možnih težkih kovin, ki se nalagajo. Ampak da ne boste mislili, da to velja samo za kakav. To velja za mnoga živila, tudi za riž, ki ga tako radi uživamo. In kaj je zdaj rešitev? Poleg tega, da pazimo na poreklo. To, kar so vedele že naše babice. Kaj so rekle naše babice? Kako jemo? Zmerno, pestro, z drugimi besedami, vsega pomalo, brez pretiravanja. In če se tega držimo, potem tudi ne bo prišlo. Predstavljate si, da je vaša hrana samo ovseni kosmiči, banane, kakav, riž, pa še 5 živil. Marsikdaj pomislimo, kako pestra je naša prehrana. Ja, saj jaz jem zelo raznovrstno. Pa res, če smo iskreni, pa se enkrat zamislimo, vzamemo list papirja in napišemo, katere so glavna živila, ki jih mi uživamo, včasih ugotovimo, da naša prehrana vseeno ni tako zelo pestra. Tako da ne pretiravamo s količinami, po malem pa redno, vedno prinaša boljši rezultat kot nekšne kure, kjer zelo pretiravamo, ali je to s kakavom, ali s katerokoli začimbo. Zato so tudi naslovi naših knjig o začimbah ščepec. Ščepec rešitve, ščepec vedenja, ščepec ustvarjanja. Mali ščepci na dan plaknijo veliko težav stran. Pa naj bojo to začimbe, kakav ali karkoli, kar je dobrega v našem življenju. No, druga knjiga, ki pa vam je tudi priporočam, če ste za to, da se še bolj zbudite in se napolnite z energijo, ki jo v teh dneh vsi zelo dobro potrebujemo, posebej v tem mračnem novembru pa decembru, svetlobe je vse manj sonca, vse manj vitamina D in tako naprej, takrat pač naše telo hlepi tudi po živilih, ki vanj vnašajo izdatno dozo hranilnih snovi in energije, je pa potem to tista knjiga, ki je zagotovo takšna, ki bi vam jo priporočala in v kateri boste našli tudi kar obširen zapis o kakavu. Nisem vam čisto vsega zdaj vseeno ne povedala, čas imamo nekoliko omejen. Jaz vas povabim, da se z njim spoznate, da pričnete. Zdaj vemo, v decembrskem času bomo vsi nekoliko več pekli. Kakav in začimbe so zagotovo ena izmed sestavin, ki lahko pri tem nam zelo dobro pomaga in nas ukrepi in celo stanovanje in celo hišo prepoji z dišavami. Dišave so tiste, ki se vtisnejo v naš najgloblji spomin in spomin povezan s hrano je tisti, ki nas pogreje pri srčku. Zato se vi tudi sami morda spominjate kakšnih vonjav, ki ste jih kot otroci doživljali od svojih staršev, babic in zato so vonjave tudi s pomočjo začimb tiste, s katerimi lahko otroku danes ali vnuku damo eno zelo lepo dediščino in spomin na nas, hkrati pa tudi seveda nanj nekoliko vplivamo na način, da postavimo dobre temelje in tudi, če potem bo prišlo neko obdobje v življenju, ko bo se malce upiral, se bo najverjetneje potem v zreli dobi, oziroma ko bo odrasel, spet k temu nazaj vračal. Zadnji so me upozorili, da se naš čas izteka, imamo pa še absolutno dovolj časa, da pridete do mene in da preizkusite ta kakav. Ni zdaj narejen v tem hipu, ampak malo pa je še topel. Tako da imam nekaj ga je narejenega iz ekološkega kravjega mleka. Kdorkoli tega ne uživa iz kakršnihkoli razlogov, je pa tu še mandljevo mleko. Kozarčkov imam dovolj in ni vas veliko, tako da čisto si lahko poskusite. Tako da toplo vabljeni. Potem pa vabim tudi na našo stojnico, ki jo najdete tukaj levo čisto na koncu. Tam pa še, če bo kakšno dodatno vprašanje, lahko z veseljem pokramljamo. Hvala za vašo pozornost.